V Slovenskem etnografskem muzeju so našle svoje domovanje številne igrače. Zanje radi rečemo, da so še iz časov, ko jih je bilo potrebno izdelati doma, ali pa so bile obrtniški izdelek. Kaj je lepšega kot biti ves čas obkrožen z igračami, kot je mojster Samo? Njegove gibljive igrače nikoli ne mirujejo. Škrata sta pridna delavca, en sam je sramežljiv skrivač, dvorni norček pa kar ne neha z akrobatskimi vragolijami na drogu. Mojster Samo že več kot desetletje ustvarja v smešno majhni, le nekaj kvadratnih metrov veliki delavnici. Njegove igrače so vedno izdelane iz lesa, zato ni čudno, da so povsod polena in veje. Mogoče je njegova delavnica malo podobna delavnici mojstra Pepeta. Saj veš, to je tisti Pepe, ki je izdelal leseno lutko, ki je oživela in jo je poimenoval Ostržek. Samo nam kaže kar zapleten in dolgotrajen postopek izdelave vrtavke na potek. Vrtavke so ene najstarejših, zelo zanimivih in prepoznavnih igrač, saj so jih našli že v arheoloških najdiščih. Vrtavke izdeluje iz različnih vrst lesa: oljke, tise, oreha, slive ali češnje. Ne samo, da zna prepoznati vrste lesa, točno tudi ve, kje je kakšen les dobil. Seveda mu pri izdelavi najbolj koristijo spretne roke. Riše, rezlja, reže, brusi, vrta. Ob tem uporablja različno orodje: male žage, brusilnike in vrtalnike. Mojster Samo nadvse rad ustvarja. V delu z lesom res uživa. Zanimivo je, da je izdelal že več kot 200 vrst lesenih igrač. V njegovi delavnici nastajajo tudi drugi uporabni predmeti. Tako kot nekoč, tudi on svoje izdelke pogosto prodaja na sejmih. Kljub poplavi igrač iz različnih materialov in vseh koncev sveta, ki jih lahko danes kupimo, so se lesene igrače obdržale in so še vedno zelo priljubljene.
preden igrača pride v otroške roke. Morda pa tudi v usta, saj jih otroci radi preizkušajo z vsemi čutili, jih mora mojster Samo tudi ustrezno zaščititi in pobarvati. Zdaj se vidi, s koliko delov je Samo sestavil vrtavko na potek. Pa se je vrtavka zavrtela in se vrti in vrti, 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 hej, vrti, vrti, vrti.